Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. V čast mi je, da lahko tokrat v studiu gostimo zelo znano slovensko režiserko, gospo Majo Vajs. Dobrodošli v našem studiu. Hvala za povabilo. Z nami je pa tudi zelo spoštovani gospod profesor dr. Janez Žmavc. Dobrodošli v našem studiu. Tudi hvala za vabilo. Povod, da smo se srečali tokrat v tem studiu, je vaš, ko rečemo, vajen, več vas je bilo, skupni film, dokumentarni film Ukradeni otroci. Pa mogoče najprej, kako to, da ste se na nek način odločili odpreti to temo, ki je bila že sicer tudi kdaj prej odprta, ampak ne nazadnje je že dolgo od tistega časa. Kaj vas je tako pritegnilo pri tem, da ste se potem odločili, da bi posneli ta dokumentarni film? No, jaz bom v tem odgovoru kratka. To je bila v bistvu pobuda Društva taboriščnikov ukradenih otrok. Oni so me v bistvu poiskali, najbrž na podlagi mojega minulega dela. Zakaj točno, pa bo gospod Žmavc odgovoril. Ste mogoče, gospod, v njej, v režiserki Maji, videli tisto srčnost pri delu? Če gledamo njene prejšnje izdelke, lahko rečemo, da je odtkano v vse te filme res ogromno nekega srca. Njenega srca. Vsekakor njena dosedanja dela, kolikor smo jih poznali, so pač bila dovolj zadosten garant, da je gospa s to vsebino oziroma s to problematiko načelno zelo doma in da lahko od nje pričakujemo nekje zelo dobro dokumentiranje dogajanja, ki se je nam v teh letih 42-45 zgodilo. Mi smo se odločili, da ponovno pristopimo k dokumentiranju dogodkov iz preprostega razloga. Pred 3-4 leti je bil posnet film Ukradeno otroštvo. In v tem filmu je ta duševna plat zelo podrobno prikazana, manj pa dokument časa, in zato smo želeli obiskati vsa taborišča v krajih, kjer so bila nekdanja taborišča, pridobiti izjave tako županov kot domačinov. To nam je uspelo in menimo, da je prav to tisti pomemben dokument, da je dejansko to dogajanje verodostojno in, kako bi rekel, obarvano z obema barvama, našimi dogodki in tem, kar so krajani povedali. Ne nazadnje tudi to, kaj je njihovo današnje mnenje in spoznanje. Kako dobro ste vi prej poznali to temo, pa vas je kaj med snemanjem, ko ste nekako se pripravljali na ta dokumentarec, še kaj presenetilo? Ja, jaz moram reči, te teme sploh nisem poznala. Jaz nisem poznala zgodbe ukradenih otrok, dokler nisem bila v bistvu povabljena narediti to zgodbo. In potem lahko tudi rečem, da sem se seveda lotila najprej v raziskavo pogledati in pregledati vse, kar je. To so v bistvu knjiga Staneta Trčaka iz leta 62, Ukradeni otroci, potem so pogovori Sandija Čolnika v 70-ih letih z ukradenimi otroci, potem ta že omenjeni film Ukradeno otroštvo, potem določene diplomske naloge, 2-300, in dve knjigi Ukradenega otroka sta Slavke Završnikove. In potem so dejansko fotografije in vsi dokumenti v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Skratka, vse, kar je bilo možno, sem pregledala in potem je bila moja, bom rekla, prva prošnja
takrat na društvu pri gospodu Žmavcu in tem malem odboru, ki ga imajo, da seveda to mora biti pač seveda nek nov poseben film in da me zanima najprej iti v eno raziskavo. V tej raziskavi sem posnela potem za 30 ur približno pogovor z ukradenimi otroci, samo za raziskavo. Sva šla skupaj z gospodom Žmavcem do določenih, tudi seveda tudi on predlagal, kateri bi bili tudi malo primerni glede na zgodbe in potem smo še skupaj iskali, da bi bilo res kompleksno predstavljeno notri, torej vse te različne, ne samo ukradeni otroci, potem tisti, ki so se vrnili nazaj, ampak tudi tisti, ki so ostali recimo zunaj, kot je Ingrid von Oelhafen oziroma Erika Matko ali pa gospod Franci Zagožen, ki zdaj živi pač v tujini, ki pa se vrni med tem že domov. In potem je mene pri tem tudi zelo zanimalo, v bistvu sem jaz rekla, ta film, tale sva šla z gospodom Žmavcem na to kratko ekskurzijo po teh bridkih spominih in lokacijah teh taborišč, da bi videla, kje je to bilo in potem sem rekla, ja, mi moramo na te lokacije priti z ukradenimi otroci, vsak mi more to lokacijo dejansko predstaviti svojo zgodbo in na ta način bomo v bistvu dobili individualne portrete in tudi kolektivni portret celotnih ukradenih otrok. Poleg tega pa se mi je zdelo izjemno pomembno, ne samo preveriti ta zgodovinski spomin v Nemčiji, v Avstriji, kjer so bila ta taborišča, ampak tudi stik med Slovenci in Nemci, tako rekoč skoraj 70 let po drugi svetovni vojni. To me je zelo zanimalo in tudi šla sem iz tega, da najprej kaj oni vejo o tej zgodbi, o teh ukradenih otrocih. In vedela sem pa tudi nekaj, da tisti, ki so še živi, torej kot Nemci, so tudi takrat bili dejansko otroci. Ker je pač to zdaj že 70 let potem. In dejansko malo sem to že vedela, malo pa smo to tudi potem teh pripovedi doživeli, so bili prav tako, bom rekla, ideološko zlorabljeni v smislu pač nacizma v svoji lastni domovini, kot otroci. Drugo je pač ljudje, ki so bili odrasli, ki so tudi, bom rekla, prisegali na to ideologijo in podpirali ta sistem, kot tudi sami vemo, da v Nemčiji so bili tudi takšni, ki so bili proti temu že pred drugo svetovno vojno in so končali pač, so morali ali oditi, če so imeli denar, so lahko odšli, če ne, so bili potem, če so bili angažirani intelektualci, pisatelji, duhovniki, v bistvu Dachau je bil ustanovljen prav za Nemce najprej, so končali tam in tako dalje. Tako da, bom rekla, vsa ta kompleksnost, seveda pa v osnovi zgodba ukradenih otrok. To je bilo bistvo, ampak ko delaš film, kot ustvarjalec, v bistvu bom rekla, želiš več tudi teh nekih nivojev, v tem je potem, bom rekla, lahko presežek mogoče tudi, da se znotraj tega odpre tudi več nekih stvari za razmišljanje in tako dalje. Mislim, da po 20 projekcijah, zdaj po Sloveniji, ki smo jih imeli, me je še gospod Žmavec enkrat tam nekje na sredini v bistvu presunilo, v bistvu to sem rekla, ukradeni otroci, saj niso bili vsi na vseh prizoriščih taborišč. Torej, tudi za njih je ta film zdaj, ki ga gledajo, ne samo za vsako individualno zgodbo posameznega taborišča, ampak oni v tem filmu tudi zdaj lahko vidijo res in dodatno zbrane te lokacije bivših taborišč in tega ukradenega otroštva in tudi spoznajo dejansko še malo drugače, na nek drugi način, zgodbe svojih sotrpinov, potem, ko ste bili razseljeni. Bratov, sestra. Tako. Ja, mogoče, da osvežimo nekaj v filmu, ste seveda tudi sami povedali o svoji zgodbi, da za naše gledalce osvežimo vašo zgodbo, kje ste vi preživljali otroštvo, kje vas je dočakalo oziroma kje ste vi dočakali drugo svetovno vojno. No, morda bi jaz lahko oziroma moral povedati, da smo želeli v tem filmu pravzaprav povedati, prikazati
dejansko tudi vzrok, zakaj je do vsega skupaj prišlo. Ker v našem okolju, v Zgornji Savinjski dolini, se je dejansko partizansko gibanje razvilo že kar kmalu po okupaciji, ker so pač nacisti odpeljali inteligenco že praktično prvi val, kar mesec, dva, potem, ko so zasedli območje, in drugi val jim je sledil že v poletju. To je nudilo oziroma vzbudilo odpor in partizanske akcije so bile že poleti 41. leta. Torej, za očeta vem, da je pri tem gibanju sodeloval, ker je bil pač zaveden Slovenc. Povedal sem, bil je majstrov borc, bil je član Sokola in to je bil že nekje znak tudi okupatorjev, da torej ni zaželjen, zato smo bili že vnaprej nekje določeni za izločanje iz njihovega upravljanja, območja upravljanja, vendar smo pač po zaslugi soseda, ki je bil nemškega porekla, ostali takrat doma, ampak prišli smo praktično iz dežja pod kap, ker je en domačin, ki tega mučenja v celjskih zaporih v Starem Piskru pač ni več zdržal, šel pokazati, kje ima oče skrito municijo in razstrelivo. Seveda, to je bilo že v začetku v razglasu Himmlerja povedano, kdor ne odda orožja in torej eventualne bojnih sredstev, je pač obsojen na smrt. In na srečo se je oče prav čas temu ognil. Ostali smo sama družina doma, oziroma mama, sestra in jaz. In nas so potem 4. avgusta leta 1942 po noči pobrali na kratko. Jaz se niti ne spomnim, da bi kakšno culo nesel s seboj, imel sem samo ene natikače, tako da sem po milosti stražarjev lahko šel potem še v sicer že zapečateno stanovanje in vzel ene čevlje, tako da sem saj to obutev imel. Takrat ste bili stari koliko? Jaz sem bil takrat star 10 let. Odpeljali so nas v Celje, v zbirno taborišče. Tu smo en teden bili torej nekaj je bilo tudi rasnih pregledov, vendar se iz Celje jaz ne spomnim, se pa dobro potem iz naslednjega taborišča, kamor so nas odpeljali torej prvo skupino 10. avgusta. Zjutraj so najprej pobrali vse oziroma izločili vse starejše nad 18 let. Ti so bili, torej, ki so bili kolikor toliko zdravi, namenjeni v Auschwitz. Med njimi je bila tudi moja mama. Ti bolehni in starejši, predvsem nad 55 let, so bili pa določeni za posebno taborišče, kjer so pač imeli te ljudi, za katere je morda že Nemcem bil transport v Auschwitz predrag. Sestra sta potem ostala sama, ko so mamo odpeljali? Ja, potem so zjutraj so pa nas otroke naložili na vozila in podpeljali na železniško postajo. Tam smo nekaj časa se zbirali oziroma polnili pač tisti transport in potem je vlak odrinil najprej proti temu prehodnemu taborišču Frohnleiten pri Grazu. Tu smo bili do približno 20. septembra, datumi dan gor ali doli, različni viri navajajo različne. In tu se je že začel ta drill, na srečo, torej pri meni še ne, sem bil še premlad takrat, ampak starejši so pa že bili izpostavljeni tej nemški disciplini in vsem vajam za, torej, kot so bile sicer določene za Hitlerjugend. Torej, ta nemška vzgoja je bila nekje kar
strogo določena že po starosti in torej starejši so pač zapadli v tisto skupino, mi mlajši smo pa morda včasih kar tekali za njimi, ko so morali strumno korakati in prepevati. Iz tega taborišča Fronleiten smo bili potem razdeljeni po abecedi na 5 taborišč, 6. taborišče so bili pa dojenčki oziroma mladoletni, torej do 2 let v glavnem, ki so bili že takrat izločeni iz skupine. Teh 5 taborišč, torej v teh 5 taborišč smo prišli po abecedi, bivali do maja 1943, družine skupaj. Takrat so nas pa razdelili potem tudi po spolu in starosti, torej praktično prerasporedili v istih 5 taborišč, vendar popolnoma ločeno. Jaz sem bil v skupini fantov od 10. do 14. leta, bilo nas je 96 do 98, z nami je bilo tudi običajno 8 deklet starejših na 14 let, ki so pomagala v kuhinji, pralnici, tudi delno po spravljanju, čeprav smo mi fantje morali svoje stvari kar sami urejati. Bila je uveljavljena dejansko čista predvojaška vzgoja. Vsak poldne smo morali kar temeljito vaditi. Tako da sem že enkrat povedal, meni disciplina, ki smo ji bili izpostavljeni med služenjem vojaškega roka, ni predstavljala sploh nobenega problema. Jaz sem se pri tistem uvajanju v pospravljanje postelj lahko samo smejal, ker smo morali v taborišču precej bolj natančno vse robove narediti, pa zategniti, da je bilo ja vse ravno. Če ne, so pač razmetali, saj ti naši vzgojitelji niso bili v tem oziru prav nič milostni. Če ni bilo stvar v redu, je pa razmetal in ponovno isto tudi, če smo prišli blatni recimo iz teh vaj, je bilo treba čevlje očistiti, pa je šel dostikrat z zobotrebcem za rob, a bo našel še kaj blata, in če ga je našel, je ponovno vrgel čevlj v blato in si ga ponovno lahko čistil. Skratka, izvajali so kar strogo disciplino in mi smo se temu pač podredili, ker ni bilo velike izbire. Treba je bilo v Boga, če nisi v Bogu, si biti pen. Ste bili dostikrat? Ja, jaz ne, očitno sem bil bolj ubogljiv, ampak niso bili pa prav nič milostni in torej predvsem za kakšne večje prekrške ali pa prekrške, ki so jih ti vzgojitelji ocenili kot večje, so bili tudi kar krepki udarci in plavice od njih. Seveda bova to vašo zgodbo še potem nadaljevala. Kako so pa v lokalnem okolju gledali na vas prišleke, ne? Ja, od začetka nas pravzaprav tako rekoč sploh niso poznali. Vsa ta taborišča so bila več ali manj zaprta in vse značilno, razen v Seligenportnu, so bila vsa taborišča nekje izločena iz naselij. To so bili osamljeni gradovi ali pa samostani, ki so jih izpraznili takrat med vojno, ker so pač duhovništvo tudi razgnali. Torej, eno taborišče v Neuštiftu, tam so redovnice ostale po zaslugah njihove prednice. Drugače so pa samostani bili prazni in so imeli možnost namestitve. Verjetno so jih že tudi z določenim namenom Nemci izpraznili, da so imeli prostor za namestitve teh taboriščnikov. Vse taborišče je bilo po Nemčiji, če se pogleda zemljevid, na stotine raznih. Naših je bilo, torej, kot sem že rekel, 6, oziroma s tem, kjer so bili posebej dojenčki, 7.
ko ste vi snemali, ko ste obiskali te kraje, ste se pogovarjali tudi z lokalnim prebivalstvom. Gospod je že dejal, da sprva niso vedeli. Ali je tudi mogoče to, da niso hoteli vedeti, ali pa da jim je bilo to enostavno vcepljeno v glavo, da je pač to neka druga rasa, da so to neki manj vredni ljudje? Ste dobili ta občutek mogoče? Najprej tako, mogoče treba tudi povedati k temu, teh, ki se spominjajo, je zelo malo. Mi smo se morali zelo potruditi, tudi potem sicer župano in tako dalje, da smo našli sploh ljudi, ki so toliko in toliko stari in se česa malega spominjajo. In te v bistvu so kar v našem filmu skoraj vsi, bi rekel, mogoče tu pa tam še kdo bi se koga našlo v tej generaciji. Drugače pa to, bom rekla, od taborišča do taborišča različno, kot sem jaz to spoznala, pa bom je gospod Žmavec, če bom kaj narobe slučajno spoznanje kako povedala po pravu. Zdi se mi, recimo, da ravno v primeru v Kaslu, torej pri teh 10 do 14 let fantih, ki so jih res trajbali s tem korakanjem, s temi propagandnimi pesmimi, nacističnimi in tako dalje. In so morali tako, in so delali nemške, in so jih pač iz tega v bistvu iz gradu gor, kjer so bili zaprti in so imeli določeno prostor, so vse korakali čez vas, pa potem na neko vežbališče, tam so bili videni, tako rekoč. Pa tudi, recimo, določeni so bili poslani na delo na polja. Tako da tukaj se nekaj vedlo. Potem pa imamo določena taborišča, recimo kot je Neustift, Saldenburg, res gradovi, kjer so bili totalno izolirani. Kjer dejansko so še manj vedeli, oziroma sploh niso vedeli, da so ti otroci tam. Da so dejansko živeli res ko v zaporu na teh treh, izolirani noter in ni, če še kdo, če so koga spustili, da je šel, ne vem, nekdo je rekel, po mleko enkrat, to je bil pač, ne vem, sta šla dva, pa potem hitro nazaj, Tako da niti ni bilo tega stika, tako da večina ni vedela. Tam, kjer je pa bil stik, se je pa čutilo, da gledajo na vas drugače? No, torej, jaz bi težko rekel, da je sploh, ki je bil kakšen stik, ker niso nas kako zaničevali ali karkoli, ker so pač vedeli, da imajo v nas pravzaprav tudi eno poceni delovno silo. In verjetno jih je tudi to malo zadrževalo, da so nas sprejemali, kolikor so nas rabili. Torej, če jaz svojo zgodbo povem, jaz sem bil 2 leti nekje pomožna delovna sila v bolnici. Vsako popoldne sem lahko šel iz taborišča, da sem dol oskrbel bolnico z zdravili, če tako rečem, moral sem iti na vlak, da sem dvignil zabojček z zdravili, ki so prišla iz lekarne v bližnjem večjem mestu in potem zopet odnes ta zabojček z recepti za naslednji dan, ko se je vlak vračal, in medtem sem moral pa upravljati razna opravila v bolnici, predvsem v kuhinji, torej prati posodo, lupiti krompir in tako dalje. Skratka, ta drobna opravila, pa prinesti premog, pa poskrbeti, da je bila ta posteljnina v redu oprana oziroma posušena, skratka po zimi, da so bile peči v prostorih recimo urejene in tako dalje. Poleg tega pa zunaj na vrtu se je vedno našlo kakšno delo, ki ga je bilo treba v vmesnem času opraviti. Tako da, torej, to so, in meni recimo, me niso, kako bi rekel, zaničevalno sprejemali, ampak morda en droben primer oziroma za razmislek. Jaz sem delal v kuhinji. V kuhinji, v bolnici, veste, da ostaja hrana, pa da pravzaprav tam tudi v nemškem času oziroma v času tega Tretjega rajha niso bili tako strogo varčevalni ukrepi. Jaz nisem dobil koščka kruha. Tam pa so vedeli, da imamo v taborišču več ali manj eno lončnico, krompir, zelja, pesa. To je plavalo tam not v tisti vodici. In od tega smo, torej, čeprav po slikah zgledamo tako zdravi,
debeli morda celo, ampak eno lončnica je pela ves teden in torej mi praktično drugega tudi nismo poznali. Zjutraj je bila taka šnita kruha, da si pogledal skozi njo lahko skoraj. Margarina se včasih samo zasvetla ali pa marmelada, da so potegnili z nožem čez. In skratka, imeli so nas pač kot poceni delovno silo in so nas lahko torej uporabili za vsa, morda tudi manj zahtevna dela, predvsem pa torej ostali taboriščniki so pa morali v večji meri pač pomagati, predvsem takrat, ko je bilo na poljih torej treba kaj pobirati, kakšne sadeže oziroma pospravljati. Takrat so jih pa pobrali oziroma so šli pomagati gor kmetom in torej tudi tam moram reči, da se nihče ni pohvalil, da je dobil kakšno prehrano. Prehrano smo si v glavnem morali sami vzeti. In torej tudi, če je bila tista pesa, ki jo mi doma uporabljamo recimo za hrano živalim, smo bili veseli, da smo eno hitro lahko vtaknili v žep in jo potem malo pojedli, malo pa izcuzali. Pa ti se mogoče samo še to, ti stiki s tistimi ljudmi, s katerimi ste skupaj delali, so bili mogoče tudi takšni, da bi vas mogoče kdo domačinov vprašal, ali pa tisti, ki so delali v bolnici, poleg vas, odkje ste? Ne. Kdo ste? Nihče me nikoli ni vprašal. Niso imeli tega srca, kaj? Ne vem, pa mislim, da tudi drugje niso bili taki stiki, tako, kako bi rekel, ne intimni, ampak stiki, tako ozki stiki, da bi naše ljudi kaj več spraševali. Morda starejše. Jaz torej našel skupino mlajših, ali pa mlajših, no takrat smo bili, jaz sem bil 10 do 13 leta gor in niso, torej mene vsaj nikoli vprašali, odkot sem, kako. Tu so zgodbe različne, ne? Recimo, mislim, da tudi gospod Zagoder je rekel, tudi ker je v eni priliki, ki je tako delal, ne, da so recimo vprašali, pa da včasih tudi niso mogli verjeti, so rekli, kako, ne, mislim, kaj so, niso verjeli, da so matere, pa potem, tako da prej tudi v tem, pri recimo pobiranju borovnic za nemške vojake, ne, to je taka tudi zgodba, tudi pol, ko smo film že naredili, pa sem s kakim otrok prišel, pa mi še kako zgodbico zaupal in povedal, ne, je tudi en gospod rekel, pravi, še danes ne jem borovnic, ker smo hodili z nemškimi vojaki in s psi, dva sta bila, tudi drugi gospod je tudi potrdil, in smo morali te borovnice hitro nabirati za nemške in spravljati tudi zraven pod nadzorom, da ne bi kdo kaj pravi še danes, celo življenje ne maram borovnic in ne maram nabiranja, ne maram niti jih jesti, niti nič ne. Tako da, bom rekla, takih zgodbic, malenkosti, ki govori v bistvu o grenkih izkušnjah, ne, in jaz temu tudi rečem zlorabi, to je vse zloraba otroka, ne, otroške duše, njegovega delovanja v tem krutem času, seveda druge svetovne vojne, je v bistvu več, ne. Tako da so tudi zgodbe, kjer so recimo, tudi vem eno od zgodb, ne, kjer je nemškemu vojaku kmetu, ne vem, 7 otrok mu je padlo. Ja. Ne. 7 otrok mu je padlo in potem je rekel, mislim, da je bil to gospod Petrič, je rekel, da je takrat tudi potem prespal, pa je v redu tam prespal, ne, pri tem kmetu, ne, da so lepo za njega poskrbeli, ne, in da je spal tudi v tuhni, ne. Ampak je prišla lagerführerca, ne, in bi ga oni imeli tudi, da bi bil tam mal pri njih, da bi delal pa tako, pa mal ne. Je mogel nazaj v taborišče in je bilo konec.
Tudi bom rekla tega. Tako da, v bistvu ta zgodba govori in tudi, kako sem jaz to spoznala, res tudi o vlogi posameznika znotraj, že tako v življenju, pa tudi znotraj teh kritičnih časov. Kako je odvisno, tudi recimo na tej strani, ko imamo sovražnika oziroma Nemca, druga svetovna vojna. Kako kdo ima tisto človeško dimenzijo, ki jo ne glede na okoliščine preseže in se obnaša človeško in dobro, in kljub vsemu in tisti pač, ki je nimajo. In takšnih je bilo več, ki niso imeli te človeške note. Tisti, recimo, ki so vas prevzgajali. Bili so zelo različni. Čisto na kratko povedano, tisti, ki so se vodji taborišča, ta je bil SS-ovc zagrizen nacist že iz leta 1928, ki so se mu zdeli preblagi, je takoj poskrbel, da so šli stran, pa da so prišli drugi. In bili so vzgojitelji, kot iz tega izhaja, eni malo bolj blagi, v glavnem pa vsi, ki so nosili mrtvaško glavo, so bili pa nečloveški. In enako je bilo tudi pri vodstvih taborišč. Dosti je bilo gospa, ki so bile matere in so morda kot matere čutile nekaj več do nas. Bile so pa tudi gospe, ki so bile morda še slabše od moških. Tako da težko reči, da je nekje prevladovalo tisto strogo. Ne, bili so tudi, kot je ena povedala taboriščnica, bili so tudi Nemci dobri ljudje. Ampak, nažalost, večina je bila pa tistih, ki so bili slabi. Vi ste veliko teh zgodb izvedeli, veliko posneli, potem je pa vedno tista večna težava, ko je pa treba to dati v 1 uro. Ne vem zdaj točno, koliko je dolg dokumentarec, ampak mislim, da tam nekje 93 minut. No, še malce več, ampak kljub temu verjetno premalo prostora za vse, ne? Ja, je bila to dolga verzija, ne? Gospod Žmavec je tudi videl, 4 ure. Pa bo kdaj predvajana? Mi bi jo z veseljem. Tako da to, kjer je seveda še več teh zgodb. Pač v filmu, tako kot smo že povedali, smo se sicer trudili, da znotraj te neke klasične dolžine za celovečerni dokumentarec, ker vsak se že ustraši, tudi ker je dokumentarni film, pa tako dolg, pa v kino gledati, ampak vidim, da so vsi predsodki tudi v naših ogledih. Meni se je zdel 1 uro, no, mimo grede. Hvala lepa, to je dober znak. In to smo tudi komplimente doživeli, da se res pač ogleda tako, da hitro, bom rekla, teče, mine, da je vse jasno, in tudi, da se ga lahko večkrat vidi, da se vedno kaj novega pač še odkrije, ker je bil tudi malo narejen za to željo, da bi bil približan tudi mladini, torej mladi populaciji, tudi po tem malo bolj dinamičnem načinu, kako je narejen. In moram tudi reči, glede na vse te naše 20 projekcij po Sloveniji, da so ga mladi tudi zelo dobro sprejeli. Seveda so bili pretreseni, ker danes pač mladina o drugi svetovni vojni več ali manj skoraj ne ve nič. Tako da taka zgodba in da kaj takega bilo sploh v bistvu mogoče, to je res jih pretrese. Pa tudi to dejstvo, da bom rekla, da še vedno živimo ta čas in ta prostor in imamo te otroke in ljudi, ki živijo med nami in tako, in potem se tudi ta film cel kup še nekih drugih stvari sproži. Ne samo pač o tej zgodbi, tudi o času, o odnosih tudi medgeneracijskih, mogoče, pa da ne bomo spet prišli takoj ali pa prehitro spet na našo slovensko situacijo in razdeljenost in tako dalje. Če lahko jaz s temi medgeneracijskimi odnosi povem. Torej, mi smo praktično, ko smo začeli vzpostavljati stike s temi lokalnimi faktorji v Nemčiji, z 3 mest dobili odgovor, pri nas ni bilo taborišča.
Dejstvo je, torej trenutno župani so pač mlajši in v kraju je na osnovi dokumentacije, ki jim je bila prikazana, imajo razmeroma dobre kroničarje, ki skrbijo za zgodovino krajev. Ta dokumentacija jih je lahko zavajala, ker so dejansko bile take stvari dokumentirane, ki so popolna laž. Torej, na naš račun, konkretno za Kastel, kjer sem jaz bil, lahko mirno rečem, mi v 3 letih Žemeljce nismo videli. Županu je bil pa predstavljena dobavnica, da so dnevno dostavljali v taborišče 125 žemelj. Kako pa mi je bilo lepo, ne? Ja, in župan je na osnovi tega sklepov, jaz se tem ljudem gor, torej poleg, ne vem, enormnih količin mesa, ki ga praktično nismo videli, ves čas ne, je lahko si zamišljal oziroma tudi rekel, vse tem ljudem je bilo pa vendar boljše kot krajanom, se oni dol v dolini pa tega niso imeli. Naše taborišče je bilo tudi na osamljenem gradu. In dejansko, torej, tudi drug kraj, dokler jim sliko nismo dokumentirali, čujte, tiste objekt tam od zadaj je bil taborišče. Niso vedeli, čeprav je danes tam otroški vrtec bil tudi prej, pošiljali so nas po Avstrijo v en kraj z enakim imenom. Naj tam vprašamo, če je bilo pri njih taborišče. Torej, dejansko niso bili povsod seznanjeni s tem, kaj se je tam med vojno dogajalo. Res je, polovica prebivalstva skoraj je takrat manjkala. Vsej moških tako rekoč ni bilo. Bili so samo otroci, vse na vse zadnje so že 14-letniki nosili te Panzerfauste, da bodo uničevali ameriške tanke, ko bodo prišli. Torej kolona praktično nam enakih fantov, oboroženih v vojaških uniformah, korakala tam skozi vas. Je pa res nekaj mogoče, pa prvič to vidim, da je gospoda Žmavca ta dobavnica s temi žemeljcami, da ga strašno to boli, ker to vedno tudi omenite. Mogoče pa treba tudi to razložiti, da zraven tega vašega taborišča je bil Heimatdienst, Arbeitsdienst, potem je bilo, so SS-ovci imeli svojo bilo je skladišče vojnih rezerv, bazo, zapori, pa policija. In tako dalje. Nabava pa skupna, verjetno. In to je tako, da jaz mislim, da gre v bistvu za to, veste, ker je bilo to vse skupaj te inštitucije in pač se potem v te da so pač mimo, naša vrata so bila prva in mimo nas je šlo, potem se je pa porazdelilo, morda tudi kje drugje še, ampak dejstvo je, županu je bila pa ta dobavnica pokazana in on je pač rekel, jaz se na osnovi tega in pa nič ni manjkalo, pa torej spisek, kako so naša dekleta bila plačana za storitve v kuhinji, v pralnici in tako dalje, da so šla ta sredstva na njihove račune. Nobena ni imela računa daleč od tega. To se pravi, jaz zopet moralo vse skupaj iti nekam. To je Kasel, ne? To je prav to taborišče, kjer je, bom rekla, ta dokumentacija edina in kjer je toliko, ker je vse to skrbno zbrana. Drugače pa recimo prej omenjeni Mainburg, če ne bi bilo te fotografije, tudi to v filmu vidimo, ne? Bi bilo, da tega taborišča nikoli ni bilo, ne? Se pravi, tudi župan pravi noter. Potem sem 100 ljudi povprašal, dokler mi sin rekel, spomnim se, z očetom sem hodil, so otroke tam pregledovali, ne? In rekel, tale fotografija, res je, to tukaj od zadaj, to ni v Avstriji, to ni, ampak do takrat tega ni bilo. Torej, bom rekla, mi smo ta spomin, tudi so naredili v tem mestu, Mainburgu, so tudi potem naredili za časopis čez celo stran prispevek in zgodovinske fotografije in nas na tej misiji snemanja filma in tako dalje. In v bistvu so, bom rekla, poskrbeli za to zgodovinsko luknjo. Osvetlili del zgodovine, ki je bila pozabljena, ki je ni bilo. Ki je ni bilo, sploh je ni bilo. Tudi to je vrednost tega dokumentarca. Jaz pa zdaj predlagam, preden bomo potem še nadaljevali pogovor, da za kratko oddahnemo z oglasi. V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center EVE Elektroprom.
podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belotehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt. So opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki ne vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Po želji pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica. Obiščite našo spletno stran www.elektroprom.si ali nas pokličite na 03 56 57 150. Vabljeni v poslovni center EVJ Elektroprom. Spet smo nazaj. Vmes smo se pogovarjali tudi o nemškem jeziku. Nismo o nemškem jeziku govorili, ampak o njem. In sicer, vi ste sicer v prvi razred hodili pred v začetku vojne. Nemško ste se tam nekaj privadili, ampak potem 3 leta pa samo nemško. Ali med sojetniki, če lahko tako rečemo, med ukradenimi otroci tudi po slovensko? Torej, med ukradenimi otroci smo seveda, ko smo bili sami v sobi ali pa smo vedeli, saj smo bili razmeščeni v več sob, da nobenega nadzora ni. Takrat smo se seveda slovensko pogovarjali, ampak večkrat razmišljam, pravzaprav naš besedni zaklad je takrat moral biti kar bolj reven, ker so tudi dogajanje bile takšno, da se o čem širše niti nismo pogovarjali. Medtem ko čim je bil pa nadzor zraven, je pa samo nemško govorjenje bilo in govorili smo pač, kolikor smo znali, po možnosti čim manj, ker smo se pač zavedali, da ne obvladujemo jezika, saj tudi iz vse pošte pa teh dokumentov, ki še obstojijo, se vidi, da smo pač vedno neke fraze uporabljali. Gre mi dobro, mir geht es gut, ich bin gesund, sem zdrav in tako podobno. Pa na koncu pozdrave temu. To so bili taki splošni stavki, ki smo jih pisali in to je bila ta naša nemščina. No, jaz moram reči, da sem pri tem svojem delu, ki sem ga imel v bolnici, se malo bolj izpopolnil v nemščini, tako da sem že takrat tudi več obvladoval, oziroma sem se pač lahko pogovarjal nekje, seveda vse v nedoločniku in tako dalje, ampak morda tudi tista narečja, ki jih imajo zgoraj v Nemčiji oziroma v tej veliki Nemčiji, sej so nekatera skoraj nerazumljivo oziroma tako, da če ne veš, kaj ti je povedal, ne razumeš. Ste vi kdaj potem že v svobodi sovražili nemški jezik? Ne, jaz sem nemški jezik pravzaprav ves čas pri svojem strokovnem delu uporabljal, ker sem pač smatral, da je nemščina tisti jezik, ki mi največ pove, torej ne da bi angleščino sovražil, ampak meni je nemščina nezadoščna, ampak neprimerno bolj natančna kot pa angleščina. Saj v tistih mejah, kolikor sem jo jaz obvladoval. Zmavec je tudi strokovnjak za ceste, najbrž tudi ta strokovni jezik in to, da ste veliko sodelovali tudi potem po vojni v smislu tega strokovnega dela, je ta nemščina bila potem ta vaš jezik. Nekateri pa so, tudi v filmu je bilo to opazno, povedali, da enostavno so še zdaj težko slišijo nemško besedo. Ja, res je, res. Mislim, kar veliko otrok je, s katerimi... Tistega verjetno, tudi malo bolj trdosti nemškega jezika, tega poveljevanja. Posledica tega, Ja, veliko otrok je, da pač so
so takrat zasovražili ta jezik in tudi niso radi govorili oziroma sploh niso želeli, tudi zdaj recimo je bilo jim težko, ne, na nek način, po drugi strani pa glih ta, bom rekla, glih malenkost tega jezika, ne, je dal možnost vseeno neke komunikacije tudi danes med Nemci, ne, v tem pozitivnem, prijateljskem seveda duhu, ne. Če jezika ne uporabljaš, ga pozabiš. Dejansko, torej, jaz sem praktično, ko sem prišel nazaj, bolj obvladoval nemščino kot slovenščino. In sem tudi še potem po osvoboditvi, oziroma ko sem šel v gimnazijo, sem dostikrat smuknil en kabinet, kjer so bile nemške knjige in predvsem take vojaške zadevščine sem tam z užitkom prebiral. Seveda se to navdušenje potem upadlo, ampak, kot sem že prej rekel, v stroki sem pa nemščino potreboval, ker sem imel pač stike z nemškimi inštitucijami in tudi literatura strokovna, kar je bilo, je nemška na mojem področju bila tista, ki je bila dovolj natančna. Kaj je bilo v tistem času, ko ste bili ukradeni otrok, najtežje? To, da ste ostali, da so vam odtrgali mamo, da ste ostali sami tam brez družine, to, da ni bilo pravih stikov z domačimi, potem to trpinčenje, ta dril, lakota. No, jaz sem, mislim, da že v filmu tudi povedal. Mi smo verjetno takrat, ko smo ostali sami v teh sobah v okoliški osnovni šoli, na nek način otopeli. Morda takrat tega niti nismo toliko začutili, ker je pač odrezano bilo. Mame naenkrat ni bilo več. Zjutraj, ko sem se zbudil, je ležišče, kjer je prej mama na tisti slami ležala, bilo prazno. In to se je torej nekje poglabljalo ves čas, tako da smo na vse zadnje, predvsem, ko smo bili enkrat v taboriščih, pač verjetno večina spoznali, ne preostane nam drugega, kot da ubogamo, sicer bomo tepeni. Ste upali, da boste mamo, ste sanjali, da boste mamo še srečali? Jaz, nažalost, nisem tega prej vedel, da je mama umrla, ker je bila nekje med prvimi umrlimi v Auschwitzu. Ona je že 4. oktobra, skratka, prej kot 2 meseca potem, ko je prišla v taborišče, umrla. Je bila onemogla, istočasno pa je takrat razsvajal tudi tifus v taborišču in torej, to se vidi tudi iz števila umrlih v tem obdobju pred zimo leta 1942. Takrat jih je ogromno v Auschwitzu umrlo in jaz sem za mamino smrt zvedel praktično šele potem, ko sem prišel domov, ampak od novembra, decembra naprej je pa ta vodja taborišča vedno seznanjal otroke z smrtjo staršev. Prišla so obvestila na taborišče, prišla so obvestila tudi na domove, kjer je še pač kdo bil, oziroma sorodnikom v Sloveniji. Torej, mene, kljub temu, da je prišla enkrat teta, ki je bila nemškega porekla, na obisk, mi ni povedala. Tako da jaz sem za to zvedel, ampak pri ostale otroke pa seveda, čim je nekdo, recimo do 43. leta, ko smo bile še družine skupaj, da je Lagerführer celo družino poklical v svojo pisarno, smo takoj vedeli, zakaj. In torej žalovanje je bilo pač potem nekaj kar splošno, vsaj nekaj časa. Običajno je tudi bil ta razglas ne samo za eno družino, ampak tudi za 2, 3 družine. In če je bilo tam več otrok prizadetih, teh raznih starostnih skupin, ki smo se nekje že takrat tudi malo družili, je bilo pač to preživljanje oziroma spoznavanje tega manjka potem
pač toliko bolj boleče. Kaj pa vi, ko ste ta film delali kot zunanja opazovalka, ki niste živeli tistega časa, kaj se je pa vam zdelo, da je bilo za te otroke najhujše? Kaj ste si vi ustvarili, kakšno sliko? Ja, ta ločitev, najprej seveda, en teh glavnih je ločitev otrok od staršev. Avgust 42 v Celju, pri tem, da so takrat seveda še vsi, veliko otrok je takrat že izgubilo koga, torej očeta, streljen kot talec in tako dalje, brata. Ampak potem so bile tukaj v bistvu mame, pa tudi še, recimo tisti, tudi ki so še imeli očete in tudi stare mame, tudi stare starše so tudi v Baumgartner. Skratka, ta ločitev, pri tem, da takrat seveda so vsi upali, da se bodo nekoč, da bo to srečali in da bo to mogoče hitro. Potem je bilo pa to 3 leta, 3 leta nekje v tujem prostoru, 3 leta neprestanih zamenjav. Torej, ti otroci so se menjali, družine so torej otroke med sabo so razbili večkrat, da so se ločili. Še to. A veste, kakšne so to zgube? Vmes so mame umrle 42. leta. Koliko je to bilo v bistvu enih pretresov, ko si neprestano v šoku, a boš videl brata, sestro, kaj je z mamo tam nekje, kako, a se bom kdaj vrnil, a bo ta vojna trajala večno, In zdaj, če ta vojna bi recimo bila, bom rekla, zmagovalna za Nemčijo, veste, bi bila spet zgodba čisto drugačna, mislim, še bolj grozna. Tako da, to so. Potem pa seveda vrnitev tudi domov. Vrnitev domov, pač po otroško si predstavljaš, prišel sem domov, torej dom, eno je spet te vse smrti, ki jih doživiš, tudi tistih otrok, ki niso vedeli za starše, ki so umrli. Izropan dom. Potem je izropan dom, požgano. To najbrž tudi malo, ker je vojna in tako dalje. Vse tudi... Ampak potem še to doživiš v bistvu še enkrat in potem tisti, ki niso imeli v bistvu nobenega od staršev, ko so bili res sami otroci, tako imamo tudi v filmu, vidimo, in niso mogli nič podpisati, nič dobiti, so mogli feftati, potem pa tudi vsak posebej ta nova integracija, potem pa še v tem okolju tudi so bili s tem zaznamovani. Stigmatizirani kot Nemci, na nek način. Ja, tudi kot nekdo, ki, kot Neta pravi, očitno več v časih, v bistvu, to je v bistvu potem že tudi čas informbiroja in pač vsega tega, tudi dahovskih procesov in vse, tistih enih 10 let je res ortodoksnih, Tako da tukaj so se potem v bistvu različno tudi, gospod Žmavec, zgodbe, odvisno potem zdaj tudi, kdo se je kam vrnil, kakšno okolje je v bistvu bilo, ampak lahko rečemo pa najbrž na tisti iz kmečkega okolja res, pa iz teh tudi kmetij, ki so bile bolj osamele, te so, tako rekoč, najbolj nastradali. Ja. Kako pa vi, ko ste prišli domov, kako je bilo? Kako se bi tega spominjate? Jaz sem na srečo takrat, torej, ko smo prišli domov, vse ta kalvarija pravzaprav tudi od osvoboditve do vrnitve domov trajala od aprila do septembra. Torej, predstavljali so nas enega taborišča v drugo, torej v tej ameriški zasedbeni coni. Predno smo prišli domov, je dejansko vse skupaj bilo. Obiskali smo 3 taborišča, preden smo se vrnili domov. Na srečo je oče preživel. Ves čas je bil nekje v ilegali in tako da, ko smo prišla s sestro domov, je pač ena soba v hiši bila opremljena, kjer smo lahko bivali. Drugi prostori so bili zasedeni že od drugih, ampak to niti ni toliko bistveno. Meni je bilo pač to, da sem nekoga imel, saj jaz sem praktično 3. dan potem po vrnitvi sem že šel v Celje, ker so se takrat ravno začeli ti tečaji takrat za hitrejše izobraževanje in sem v prvem polletju
opravil 2 taka tečaja za 1. in 2. razred gimnazije, drugo polletje pa že za 3. razred. Tako da sem praktično v enem letu večino tistega časa, ki sem ga med vojno izgubil oziroma zamudil, šolsko nadoknadil. Samo 1 leto je bilo razlike, pa morda niti to ne, saj sem osnovno šolo sicer šel s 6 leti. Tako da potem sem se pa usposabljal naprej. Naprej, kolikor mi je pač... Danes v ta studio pripeljali po cesti, ki ste jo gradili. Ja, tudi to cesto sem jaz enkrat pomagal nekaj zraven pri gradnji. Ja, po raznih odsekih. Najprej čez Slačnik med Zagorjem in Trbovljami. Kot vodstveni delavec? Bil sem v nadzoru, pravzaprav takrat smo imeli še neka poskusna polja, ker smo uvajali cementno stabilizacijo v cestogradnjo v Sloveniji. To je bilo že leta, mislim, da 1967, torej takrat so začetki. Potem pa tudi pri gradnji po dolini, pa iz Trojan dol. V glavnem, bil sem 52 let na cestah, tako da sem večino, ali pa pri večini teh gradenj na tak ali drugačen način sodeloval. Imel sem nekje področje tehnologije in razvoja in je bilo vedno zanimivo. Verjamem, da je bilo. Gospa Maja Weiss, midva se bova dotaknila, če se vas je ta dokumentarec pa te zgodbe ukradenih otrok zelo močno dotaknila, se vas je verjetno dotaknila tudi Angela Vode, ne? Vi ste sodelovali, oziroma ste bili režiserka tega filma Skriti spomini Angele Vode. Silva Čušin se mi zdi, da je tako dobro odigrala. Jaz sem knjigo bral mogoče 2 tedna pred tem filmom. Zelo po knjigi gre, mogoče kakšno stvar tudi ne, so ven spustili. Še ena tragična zgodba, ki se je pa zgodila že po 2. svetovni vojni. Tako, v bistvu, bom rekla, oba ukradeni otroci so pretresljiva zgodba, bom rekla tudi dokumentarec. Angelo Vode imam pa v bistvu 2 filma. Eno je igrani film, eno je pa tudi dokumentarni film Odkrivanje skritega spomina Angele Vode, za katerega tudi kdo mogoče reče, da je še bolj pretresljiv, ravno zato, ker so pričevanja ženskih zapornic, ki so bila v bistvu v Brestanici, v ženskih komunističnih zaporih po vojni. Kako so trpela? In pač pripovedujejo tako o Angeli Vode, v bistvu, kot tudi o svojih izkušnjah v teh zaporih. Tudi Brazde mojega življenja od Dolinarjeve so tudi pretresljiva knjiga iz tega konca. Ja, tudi. In tudi gospa Dolinarjeva nastopa v tem dokumentarnem filmu tudi za svojo v bistvu pripovedjo. Pa se verjetno tako... In ona je tudi tako, veste, življenje je... Kako naj temu rečem, ena čudna zgodba. Po eni strani so Cesto bratstva in enotnosti gradili, recimo gospod Žmavec je meni rekel in on je čutil po vojni, ko je prišel domov, da je treba domovino obnoviti, da je treba delati, on je bil udarnik 7 različnih akcij, vključno s Cesto bratstva in enotnosti, ste tudi gradili. Recimo gospa Dolinar, kot je gradila Cesto bratstva in enotnosti kot zapornica. V nemogočih razmerah. Ja, tam nekje, sem pozabila natančno, ampak na Hrvaškem en del, kjer so bile samo zapornice tudi iz drugih krajev Jugoslavije. In to ženske, močerno to področje, se opisuje notri in tako dalje. Tako da, ta čas je krut, Lahko vam tudi rečem, da pri ukradenem spominu, pri ukradenih otrocih zdaj, je tudi po filmu marsikdo od ukradenih otrok prišel do mene in rekel, veste kaj, ta zgodba po 2. svetovni vojni se nadaljuje in bi lahko naredili še drugi del filma. Torej še
mi smo začeli ta povratek domov, ne? Ampak torej najbrž so še določene zgodbe, ki grejo še naprej. Ali pa se potem usode ločijo tako in drugače, tako kot pač vse tudi v življenju, ne? In se prepletajo. Zdaj pa bi se spet vrnila na tisto, ne? Vedno je tudi na posamezniku, ne? Torej tudi znotraj različnih sistemov, kakšno držo ohrani posameznik in kako se v določenih trenutkih v bistvu obnaša do človeka, kaj mu lahko pomaga, kaj ne, ne glede na sistem, v katerem je in ki ga mogoče tlači in celo sili v neke take zle, negativne, recimo, dejanja, ampak kot človek imaš še vedno v bistvu izbiro, kako boš, ne? Ja. A boš pomagal ali ne. Izbira je še vedno naša, ne? Ja. Lahko ostaneš človek. No. V takih malih stvarih, ne? V kakih velikih sistemskih je tudi, da sistem zmelja, ne? Ja. Totalitarni sistem zmelja takšen in drugačen, lahko tudi posameznika je tudi dejstvo, ne? Tudi dejstvo, ja. Dotaknilo se vas je pa tudi sodelovanje s popotnikom, ne? Človekoljubom, Tomom Križnarjem. Skupaj sta marsikaj že postorila, nas obvestila, kaj se dogaja tam daleč. Kjer mislim, da je v teh dneh, ali pa se prebija Tomo spet, ne? Ja, ja. Tomo je tudi sorodnik od gospoda Žmavca. Vidite, kako je naš svet in Slovenija majhna, ne? Drugače pa Tomo Križnar poskuša ponovno priti do Nubskih gora, je zdaj v bistvu v Afriki, ampak situacija v Južnem Sudanu je tudi v bistvu zelo napeta, dejansko je vojno stanje, predvsem tam na meji med Severnim in Južnim Sudanom. Ljudje umirajo, tudi včeraj pri poročilih je bilo, so bili spet na veliko umirajo. Tako da oddali, v bistvu, jaz vedno rečem, da pomagam Tomu Križnarju pri njegovih v bistvu filmih. Na nek način je najno sodelovanje že traje 14 let. Od Nuba Čisti ljudje, ne? Darfur, vojna za vodo, Očinu Šesa Boga, videonadzor Sudana. In sedaj smo dodali v bistvu Droni nad Nubami, Korenine in semena človeštva, kot za ta 4. film, ki se v bistvu vrača z zgodbo o Nubah, ne? In kaj pri tej stvari je v bistvu najbolj, bom rekla, najhujše, da se ta genocid, veste, nadaljuje že 20 let, ne? In da svet se vrti, politike delajo svoje tako in drugače, v bistvu slabo, če ljudje umirajo slabo. In vojna še vedno traja, ne? Nedolžni ljudje umirajo, ne? Tu so politični interesi, tudi rasni, tudi v primeru tega, ne? Gre tudi za raso. Ampak kar se čuje, se pa vedno najdejo ljudje, ki poskušajo na svoj način to presekati, svet izboljšati in Tomo je eden takšnih, ne, tudi vi, zagotovo, tudi vi. S ponosom gledate na svojega sorodnika? On na vas tudi verjetno, ne? No, sej smo zelo daljni sorodniki, vsekakor jaz njegovo delo že dalj časa zasledujem, ker je pač gor v Gornjem Gradu večkrat bival, da je te svoje spomine urejal, torej od tanga morda malo bolj poznam. Torej vsekakor njegovo delo je pomembno, včasih pravzaprav že malo, kako bi rekel, ne pomilujem, ampak sprašujem se, ali jo bo odnesel, ali bo nekje nastradal, ker se dejansko zelo izpostavlja. Ja, ampak takšen človek je, on ne more nehati. In tudi dediščina na nek način, veste, je tudi, njegov oče bil v Dahavu, kot taboriščnik, ne. In mislim, da je napisal je tudi knjigo, meni se zdi, da ima naslov Glavo po konci, sine, meni se nisem 100%, ampak v tem smislu, tako da mislim, da je tudi Tomo z tem, torej tudi govorimo o drugi svetovni vojni, ne, govorimo o krivicah, o trpljenju, o zlorabi moči, tudi v imenu rase, ne, da je dejansko s tem tudi najverjetneje gor zrasel in zaradi tega ima še posebej se čuti pač
očitno poklicanega. To je njegov poslanstvo. Jaz ga poznam 14 let, res smo, bom rekla, zelo dobri tudi prijatelji postali, tudi hčere moja in njegova se dobro razumeta, ne. In Tomo Križnar je res, on je človekoljub, to je en plemenit človek in on ima to v sebi, ne, in to nekako, to je njegovo življenje, ne, in ne more mirovati, dokler, ne, in s temi filmi, ne, in s tem materialom in vsem tem, kar je naredil ogromno, ne. Ogromno naredil in to so tudi, to je tudi, filmi so tudi dokaz v Hagu za zločine proti človeštvu, ne. Po drugi strani pa vemo, da še skozi tudi ista oblast vlada tudi že 20 let in ostaja na oblasti in gre dalje, ne. In se nič ne spremeni, ne. Po drugi strani pa jaz vem, da Tomo si samo želi, da bi bil mir, ne. In da bi tudi enkrat dejansko ta narod, vsa ta plemena, ne, v bistvu zaživela v miru in kdaj pa bo to, ne, koliko krvi bo pa še moralo nažalost preteči, ne. Pa moram reči, jaz na začetku sem mislila, zdaj pa bo, ne, ker res sem intenzivno spremljala, ne. In kar ni še, ne? Ne, ampak tudi gre pa v bistvu tudi za politično, ne. Kdaj in kdo lahko, bom rekla, odreže glavo zmaju, ne, na kak način oziroma kako z njim sodeluje in kolaborira, ne. In to na nivoju svetovne politike. V bistvu za to gre. In tudi tukaj v tej zgodbi so stvari jasne. Tako je. Ne, očitno, bom rekla, so službe takih in drugačnih varnosti in politike take, da to vsem skupaj odgovarja. Žal. Mogoče čisto za konec tega prijetnega pogovora, kako gledata vidva na sedanji, nekaj ste že povedali, sedanji ustroj svetovne politike, kar precej blizu Evrope, ne, se čudne stvari dogajajo okrog Rusije, Ukrajine, Sudan, da ne omenjamo druga krizna področja. Ste optimist, bomo zdržali v miru? To vprašanje je pa težko odgovoriti. Torej, človek lahko upa, če upali ne bi, da se bo stvar v redu razvijala oziroma razvijala v pozitivno smer, bi človek rekel, pa je pa boljše, da nas ni več. Vedno je treba z nekim upanjem iti naprej v boljše. Mislim, da je tudi to bilo nekaj, kar nas je držalo po konci, da smo ustrajali na vse zadnje od teh 654 ukradenih otrok, kolikor nas je bilo, jih je po podatkih, s katerimi razpolagamo, v taborišču ostalo samo 7. Torej, to je nekje čisto normalna umrljivost v prebivalstvu, da ni bilo med nami tistega dejansko trpljenja, ki bi povzročilo smrt. In torej naš poziv je pač ohranjati spomin, vendar naj bo to, kar je bilo pripravljeno ali pa kar se je dogajalo, pa je dokumentirano, pa opomin, da se ne bi nikoli več. Je potrebno kaj dodati, gospa Maja Weiss? V šoli smo se učili, da je vojna nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. Seveda, vsi si kljub vsemu želimo, da bi vseeno politike delovale tako, da ne bi prišlo v bistvu do vojne. Čeprav stopnjevanje, ne samo Ukrajina, Sirija in druga prizorišča, tudi velika brezposelnost v Evropi, nas v bistvu pelje do tega, da bo treba, po mojem, vseeno malo drugače zastaviti evropsko politiko, bolj kot je. In tudi, da bo dejansko, da bi morali v bistvu mi kot državljani Evrope ali pa teh Združenih narodov
Evrope, ne, v bistvu bolj biti na tekočem z dogajanjem, da se bo v enem trenutku to moralo bolj preseliti, veste, k nam. Naš interes, predvsem pa tudi te inštitucije, ki jih je cel kup, ne, v bistvu pa nimajo a veste, mi vemo premalo o to, kar dobimo, in zaradi tega se dejansko, se mi zdi, tudi ta evropska politika bi lahko bila močnejša in drugačna, kot je. Ne. Tako da znotraj tega jaz vidim velik problem, ne, in po drugi strani pa vlagam veliko vseeno upanje v to, ker pač mislim, da je Evropa naš skupen prostor, znotraj katere pač tudi Slovenija mora biti. Ne. Edino, če se želimo kot mali satelit priključiti, izstopiti pa priključiti, ne vem, Kitajski. Je pa še vedno. Še jaz v Evropi nekaj povedal, kar nas že skozi pravzaprav po malem boli. Torej, mi smo nekje v Evropo kot združenje izgubili zaupanje oziroma menimo, da se mora tudi v Evropi marsikaj spremeniti. Ko smo pripravljali dokumentarni film, smo dvakrat s projektom sodelovali pri enem razpisu za finančna sredstva, ki ima naziv Spominjanje na nacizem in stalinizem. Od Evrope nismo dobili niti centa. Naša tematika za Evropo ni bila zanimiva za spominjanje. To nas je ne, torej finančno smo na srečo več ali manj uspeli pokriti stroške, ampak čustveno prav prizadelo, da nekdo, ki nima tudi približno vpogleda v dogodke, niti se za to ne zanima, tako enostavno odloči, čujte, to pa za nas ni zanimivo, ni vredno spominjanje, to ta drugo je tisto. Pa bomo s tem končali. Hvala obema, da sta bila naša gosta. Prijetno je bilo. Upam, da se še kdaj srečamo v tem studiu. Hvala. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.